Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Drage ljubitelice in dragi ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji, lepo pozdravljeni v novi epizodi. V naslednjih minutah se bom pogovarjal z navdušenim mladim kmetom Nikom Udovičem iz Moravč. Nik je star 18 let, sicer dijak kmetijske šole Grm v Novem mestu, kjer obiskuje program kmetijsko-podjetniški tehnik. Zelo rad ima živali, od perutnine, krav in konjev, s katerimi bodisi hodi na razstave, bodisi z njimi tekmuje. Ima mlajšega brata in mlajši sestri in je član različnih društev. Nik, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Ja, mislim, da si najmlajši ali eden najmlajših gostov našega podcasta. Imaš kakšno posebno tremo zaradi tega? Jaz mislim, da ne. Upam, da ne. Da ne. Ja, tvoj glas je odločen, tako da mislim, da bo tale pogovor res uspešno potekal. Zdaj, kako bi v nekaj stavkih ti opisal ta kraj? To je v bistvu vas, pogled nad okolici Moravč. Kako bi opisal? Vidim, da je kar nekaj kmetij tukaj v tem koncu. Kakšen je? Ja, v bistvu to je res majhna vas, ker smo vsi povezani med sabo. Res, da je malo kmetij, ampak tiste se še borimo. No? Tako da je pa lep razgled na celo Moravško dolino. In, ja. Tako da ima lep naslov, ne? Ni pogled, ampak je pogled. Ja, pogled. Tako. Pogled z lepim razgledom. Tako. Ja, pa malo lahko opišeš vašo kmetijo, s čim se ukvarjate, kaj je tisto glavno. Ko smo se pripeljali na dvorišče, smo slišali kar nekaj glasov od krav, kokoši, tudi psa, mačke in tako naprej. Ja, v bistvu smo manjša kmetija, ki je velika okrog 14 hektarjev. Nekje polovico je gozda, polovico travnikov. Imamo nekaj glav goveje živine, lisaste pasme. Imamo tudi nekaj ovac. Drugače pa imamo veliko perutnine. Nekaj je pasemske, nekaj je pa tudi za razstave. Nekaj je pasemske za razstave, nekaj imamo pa zase za jajca pa za ožjo družino. Za domačo rabo. Ja, in o tem bo več povedalo v nadaljevanju. In ti si kljub svoji mladosti, ne, si član in številnih društev, dejaven, član vseh, katerih društev pa si? V bistvu zdaj sem v govedarejskem društvu Domžale, konjeniškem klubu Krka Grm, ki je na naši šoli. Potem sem član društva gojiteljev malih živali Novo mesto, pa seveda član podeželske mladine Moravče. Ja, bova povedala, zakaj hodiš v šolo v Novo mesto, ne, čeprav si iz okolici Moravč, ampak vendar, če greva zdaj par let nazaj, ti si že od nekdaj, ne, bomo rekli, zaljubljen v delo na kmetiji, v hlev in tako naprej. Odkje je ta ljubezen? Kdo ti je to prevzel? To v tebi? To s tabo raslo? V bistvu mislim, da imam jaz to, da sem bil s tem že rojen, s to ljubeznijo do živali. Že od malih nog sem rad pomagal tukaj na kmetiji in tudi, ko sem recimo hodil na počitnicah babi, sem tam v sosednjem hlevu hodil pomagati. Se mi pa zdi, da pač ljubezen do perutnine sem pa dobil, oziroma se je še bolj razvila tako, ko sem za Sveto obhajlo dobil poleg bikca, sem dobil tudi še nekaj kokošk. Tako da v takrat se pa število živali sem večalo. Ne? Aha, prav za obhajlo si dobil darilo bikca in pa nekaj kokoši. Tako, babi mi je pripeljala bikca, eni družinski prijatelji pa kokoške, no, tako da je bil res super Sveto obhajlo. Pa je bilo, lahko rečemo, najljubše darilo to. Ja. In kam ste jih potem namestili? V hlev, ne? V bistvu ja, v hlev k drugi živini, ko je bila že prej, kokoške pa v stare svinjake, ko smo pa pol preuredili, da je zdaj v bistvu pravi kokošnjak. In ti si skrbel potem za te živali? Ja. Še posebej za te, ne? Še posebej, ja, tako. Putke so bile na prve mesto. Ja, super. Res nenavadno darilo, ne? Ja. Ja. In zdaj, kot sem rekel, ne, čeprav ti živiš v Moravčah oziroma v okolici Moravč, obiskuješ pa srednjo kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo v Novem mestu in sicer kmetijsko-podjetniški tehnik. Zakaj si se odločil za šolo v Novem mestu? V bistvu vedno sem hotel iti na neko srednjo šolo, ko me bo veselila in da bom tudi lahko v življenju pol v tej smeri delal. Pol sem se pa odločil med kmetijskimi šolami, se mi pa zdela ta kmetijska šola v Novem mestu, se mi zdela najboljša in moram reči, da mi ni žal, da sem se za to odločil. Zdaj si že 4. letnik, ne? Tako.
In med tednom bivaš najbrž ves teden na Dolenjskem, oziroma Tako je. kako? V nedeljo gremo skupaj, ker nas je kar nekaj iz Moravč, tako da smo močna generacija iz Moravč, da smo šli na kmetijsko šolo. V nedeljo gremo v šolo, tam smo cel teden, v petek po pouku pa domov. No, naj povem za naše poslušalce, da smo ta pogovor posneli ob koncu tedna, ko si ti tudi doma in prišel domov, ko si, bomo rekli, čist vseh tistih šolskih obveznosti. In ja, med tednom bivaš v internatu oziroma v dijaškem domu. Ja. Ja? In, v bistvu cel teden smo tam, v dijaškem pa popoldneve si v bistvu različno zapolnimo, a ne? Jaz rad preživim čas v hlevu, bodi si v konjskem ali pa govejem. V konjskem imam pač dosti prijateljev imam, ko pa skupaj tele konje jahamo pa rihtamo, drugače pa tudi v govejem hlevu rad kaj poklepetam pa se podružimo, a ne. Ja, zdaj si rekel, da si že 4. letnik, pa je bilo takrat, ko si šel od doma, ne, pri 15 letih. Je bilo kaj domotožja prisotnega? Ja, moram reči, da od prve dni so bile res kar najhujše, so bili najhujši dnevi, ampak ko pa v bistvu spoznaš različne dijake na šoli in svoj nov razred, a ne, ker je bilo takrat res čisto vse novo, ampak ko spoznaš ljudi, ni to hudo, in tako da zdaj teden res mine hitreje, skoraj kot vikend. Pa si bolj pogrešal domače ali bolj živali? Bolj živali. Ja, iskrenost mi je všeč. Tako da, ja, pa so sošolci tvoji, s katerimi praviš, da ste postali res pravi prijatelji, so tudi iz drugih koncev Slovenije, ali so pretežno Dolenjci, od kje prihajajo? V bistvu največ jih je seveda iz tega dolenjskega konca, ko se vozijo, pol nas je pa kar nekaj iz cele Slovenije, nekih iz Primorske, drugače pa ta gorenjski konc pa tako, različno. Zdaj omenil si, da si popoldneve zapolnite različno, bodi si tudi z delom v hlevu, pa najbrž tudi za učenje. Kaj pa zvečer, ko so recimo delovne obveznosti proste, imate še kakšne druge, recimo družabne večere, družabne igre, kaj podobnega? Ja, v bistvu takrat je bolj tak neformalen del dneva. Takrat gremo pač večere gremo pa radi v soseden bar, zetor, pa se pa tam malo podružimo, pa poklepetamo s temi, z vsemi dijaki iz dijaškega. No. Sam tega vzgojitelji ne vejo. Važno, da vi veste, kam je treba iti, ne pa da ste pravočasno nazaj. Tako, ob 9 imamo pol uro, da smo nazaj. Drugo pa ni problem. Zdaj, ker sem tudi sam Dolenjec, vem, da je nad to šolo zelo vinorodni okoliš, so vinogradi, na vrhu pa tudi Trška gora. Se kdaj odpravite tudi tja? Če mi čas dopušča, ja. Grem rad malo peš, ampak res, če mi čas dopušča. Je veliko več drugih stvari, Ja, kot je tako. Ja, zdaj, ko si omenil, da si 4. letnik, imaš kakšne posebne želje, cilje, kako bo tvoja pot izgledala naprej? V bistvu moja pot je samo okvirna, osnovana, nimam nekega specifičnega cilja v življenju, oziroma imam, ampak so ohlapni, tako bom rekel. Zdaj bi šel, sem se prijavil na faks na zootehniki, pol naprej v življenju bi pa rad delal nekje, kjer je povezan z živalmi. Zdaj pa bodi si to, ali je direktno delo z živalmi, ali pa ne. Ja, možnosti imaš res ogromno ob letih, ki jih imaš, ne. Ja, in zdaj, če gremo morda pa zdaj iz teh šolskih prostorov, iz učilnic in šole, kjer si med tednom, če se zdaj preseliva na kmetijo, tule na pogled. Ja, imate različne živali, kot si omenjal, pa so krave, pa je perutnina in tako naprej. Zdaj me bolj zanima tale del pasenske perutnine, ne? Kaj to pomeni, kaj vse sodi pod pasensko perutnino in katere živali imaš vse, s katerimi tako ali drugače delaš, ne? V bistvu pojem pasenska perutnina je v bistvu vse, kar je čiste pasme, in to tudi probamo naprej peljati, v bistvu križati čiste pasme, da dobimo čisto pasmo. V bistvu na naši kmetiji imam pa eno pasmo kokoši, Appenzeller, potem imamo pasmo rac, ki so saške pasme, pa imam pa tudi zdaj na novo nekaj golobov, ki so pa poljski ris, pa srbski visokoletač. Imam pa v bistvu teh živali zaenkrat še malo, zato ker je v bistvu ta pasemski del je dokaj na nov. V bistvu lansko leto sem se odločil, da bi pa že prej obstoječo jato, da bi pa dodal še v bistvu
pasemske živali, ki jih imam pa lahko za razstavo. Se pravi, z njimi zaenkrat še ne sodeluješ na razstavah, je pa želja to. Tako, v bistvu v društvu sem že sodelujem v društvu, ampak na razstavah pa še nisem rekel, da bi najprej dosegel nek lepe živali in potem tisto pelem na razstavo. Ja, in zdaj najbrž je skrb, ali pa bomo rekli v narekovajih trening, s pasemskimi vrstami povsem drugačna kot, bomo rekli, z navadnimi kokošmi, recimo, ne? Najbrž predvidevam. V bistvu zahtevajo svojo hrano, ki je drugačna od navadnih nesnic. Tista je bolj za nesnost, tukaj pa v bistvu bolj delamo na živalih, pa pol jaz sem dodaten produkt jajca, ne? In tudi recimo zdajle, ko je nesna sezona, ko morajo biti družine formirane, torej različni petelini z različnimi kokošmi, tisti, kar malo naporno, ko moraš imeti na 10 koncih za rihtati. Da ni križanje med navadnimi kokošmi in pasemskimi. Tako. Drugače pa race so kar najhujš za rihtati, ker vodo pacajo cel dan in to je treba večkrat dnevno pucati, da ni navadnega svinjaka. Ja, veš, kaj se mi zdaj, Nik, poraja vprašanje. Ti si med tednom v šoli, v Novem mestu. Kdo bo potem skrbi za predvsem tale pasemski del, ki praviš, da je kar naporen? V bistvu za vse živali skupaj domači rihtajo, skrbijo med tednom, v bistvu za pasemsko perutnino pa skrbi bolj moja sestrica. Ona ima pa bolj to in sam del čez, pač rihtanje, futranje pa to, pa je pa tudi ta logistika, da označuje jajca, pa posebej ločuje to, da imamo vse vodeno, tako da je kar, sem jo mogel kar fajn navdušiti, da je sprejela, tako je. Koliko je stara? Stara je 13. In že taka odgovornost, Ja. Si potem ponosen na njo. Zelo. In hvaležen, kot je videti iz tvojih izjav. Ja, zdaj se pravi, to tvoje veselje je izvira iz takrat si še potrdilo, ko si dobil za darilo, kot praviš, Tako. od babice. Ja. Se pravi, takrat si že skozi želel, da bi imel tudi ne samo, bomo rekli, navadne kokoši, ampak da bi šel na neko pot s pasemskimi. Ja, v bistvu to je bila prav hecna zgodba, zato ker mi smo šli, te živali sem si jaz kupil, prve pasemske sem si kupil v Avstriji in ko smo mi gor se pelali, so me pač drugi tam sprašvali, kakšne bi pa jaz imel in sem jaz tako rekel, neke navadne, tako da ne bom imel preveč dela z njimi, pa tako, nič kaj v oko padajočega, ne. Pol pa izberem, pa tam po vsemu hodimo in jaz res se zapičem v to pasmo in pa mi vsi govorijo, da to je težka pasma, pa to je treba gledati, pa to, ampak sem jih še zmeraj kupil, tako da mi ni žal. In zdaj v bistvu, ko si dobil recimo neko jato, potem zdaj te pasemske kokoši ali pa druge stvari, ne golobe, race, potem to vzgajaš potem tudi sam, se doma izvalijo potem? Tako. Ali dokupuješ nove? V bistvu tako je, velikih izvalim, race pa kokoši, v bistvu golobi sami valijo, vsako leto pa tudi kaj neki dokupam, da je kakšna nova linija ali pa da izboljšam neko lastnost, ki mi manjka, ne. Recimo, če imam pretemne kokoši, si moram pa enega bolj svetega petelina obaviti, tako da je... Da barvno gre skupaj. Da gre barvno usklajeno, ja, tako. Zdaj omenil si tudi prehrano, da imajo drugačno, pasemske vrste drugačno kot recimo navadne kokoši. Zdaj hrano vso predelate doma ali tudi še potem potrebuje posebno hrano, kjer je morate kupiti drugje? V bistvu za pasemsko perutnino vse kupujem, zato ker kupam popolni miks, tistega, ko ga potrebujejo, v bistvu za druge živali pa recimo za govedo pa za ovce pa predelamo vse sami. In pred začetkom pogovora sva se pogovarjala, da rabijo dovolj prostora, bom rekel, in navadne kokoši in pasemske kokoši, pa da se ne mešajo preveč med sabo. In praviš, da je dobro, da imate razumevajoče sosede. Ja, sem kar hvaležen za moje sosede, ker v bistvu jaz zelo zagovarjam prostorejo in tudi pri nam se živali cel let v bistvu probam, da so čim več vzunji, tako da tudi pa bomo videli, da so vse vzunji zdajle. Tako da ja, pasejo vse, tako da seveda pa, ker ne poznajo mej,
radi Seveda. zaidejo tudi k sosedom, tako da še dobro, da se razumemo, tako da ni problema. Je kakšen vrt v bližini? So pa so vsi raj kar ogradili. Pametno. Katere so pa najbolj glasne od teh pasemskih vrst? Ko Rekel pride bi, do kakšnega spora med sebojnega? rekel bi, da goske. Lihkar se oglašajo. Ravno jih slišimo, ne, v našem pogovoru, zato Ja. vprašam, ne, če so res tudi sicer glasne. Povej mi še to, kako pa, zdaj omenil si, da si to ljubezen, ne, do živali prenesel tudi na mlajši sestri, na brata in tako. Kako pa domači gledajo na to tvojo strast za živali? Ker lahko bi rekli, Nik, kaj se zdaj, ne rabimo še dodatnih kokoši in tako naprej. So razumevajoči do te tvoje Ja. strasti. V bistvu so tudi tako, kot ste zdaj lika rekli. V bistvu, ko jaz kakšno novo žival pripeljem, v bistvu so tako, zakaj rabimo še toliko živali, ko jih ni dost. V bistvu jim po eni strani je dobra stvar, ker imamo toliko veliko jato, pa toliko veliko kur, da ko jaz kakšno pripeljem, jo sam zraven dan se ne vidi, da je kakšna nova, a ne. Ampak drugače so pa zelo podpirajo, no. V bistvu vse, ne samo pasemsko, tudi druge živali. No, zdaj bomo pa menila še eno tvojo strast, ne, če je, bomo rekli, pasemska perutnina, s katerimi zaenkrat še ne hodiš na razstave, pa si enkrat želiš. Pa greva zdaj na še eno tvojo ljubezen, ne, kajti tvoja velika ljubezen so tudi krave in predvsem tudi konji. Zdaj s kravami se pa tudi udeležuješ, ne, razstav, sicer ne z vašimi, Tako? ampak z drugimi. Morda malo razložiš s katerimi kravami in kje sodeluješ na vseh teh razstavah. V bistvu sodelujem največ v Sloveniji. Začelo se je vse 2 leti nazaj, ko sem bil na šoli mladih rejcev v Novem mestu in tam sem dosti poznanstv pa ljudi spoznal, a ne, ko smo še zdaj dobri prijatelji. Pol pa, ko so pa te razstave in je tako, ko so živali odbrane, tiste, ko so po teh mlečnih kmetijah najboljše za razstave, pol pa če rejc noče oziroma ne zna ali pa da nima časa, pol pros mene in pol grem jaz k njemu na kmetijo in tisto kravo naučim voditi, jo naučim, da se lepo obnaša, da je mirna, potem jo je pa treba tudi, da je čista, treba skrbeti pa, da jo pol na koncu par dni pred razstavo pobrijemo, tako da v bistvu izrazimo njene dobre lastnosti, da izgleda urejena. Je pa tudi treba sploh pri telicah gledati na prehrano, je treba pravilno krmiti, recimo dodajamo dosti pesnih rezancev, zato da se majčkeno poveča vamp, da lepša izgleda, a ne. Tako. Če mi malo opišeš, morda ne, recimo, da rečemo, razstava neke govedi bo junija, Ja, koliko prej moraš ti začeti potem s pripravami, da je takrat tista telica krava nared? v bistvu najboljše bi bilo, da čim prej začnemo. Več, ko imamo časa, boljše, ampak nek tak standardni čas, ko ponavadi začnemo, je kakšen mesec do 2 pred razstavo, se vse te treningi začnejo, najprej bolj pogosto, ne bolj na redko, pol pa čedalje bolj pogosto, a ne. Da si zapomne tudi ona te korake in tako naprej. Tako, ja. Kajti tam sodeluje na razstavi skupaj pred sodnikom, Tako. tekmujete, a ne? V bistvu v krogu se tista kategorija, recimo, če so samo telice ali pa samo prva laktacija krave, pa grejo pa skupaj v krog, pa jih pa sodnik oceni. In katera je bila recimo kakšna zadnja razstava, na kateri si bil, pa da si bil zadovoljen z rezultatom? V bistvu slab mesec nazaj je na kmetijski šoli Grm potekala v bistvu razstava govedi pa usklajevanje prevesnic. Sicer v bistvu živali je bilo samo okoli 20. Sem bil pa ponosen ne samo zato, ker sem zmagal, v bistvu krava, ki sem jo vodil, je dobila naziv šampionke, Bravo. ampak zato, ker sem imel v bistvu tako neuradno vlogo, da sem vodil ekipo teh vodnikov in so bili res pridni in dejansko mi je to večji ponos in veselje, da so me ljudje poslušali, pa da smo bili super ekipa, ti zvonci je bil pa sam. Sem še krona na koncu. Tako. Češnja na torti, a ne na Tako, koncu, da je še tako. zmaga bila. Ja. Kako je ime kravi? Bernarda. Bernarda. Tako da smo vsi, tisti jutr smo bili vsi v štal, pa smo se pa menili, ko so bile vse krave na kupu, a ne, pa smo pa gor pa dol po štal hodili, kera bo zmagala in pa pride en, pa se iz enega konca na drug konc štale zadere Bernarda zmagala. Jaz pa nisem verjel, v bistvu zato, ker jaz je nisem izbral, zato ker je bila v bistvu najbolj trmasta krava in mi je tudi v ringu majčkeno preglavic delala. Ampak
pač, tako sem probal razdeliti krave, da je vsakmu vodniku pasala krava. Ne. Se pravi, praviš, ne, da so krave trmaste, ko jih predvsem v tem začetnem najbrž procesu, no pa tudi potem najbrž na samem tekmovanju, imaš kakšno tako anekdoto, ne, ker sedaj si že sodeloval na nekaterih razstavah, kakšno tako anekdoto, da ti je krava jo zagodla? V bistvu zdaj bi dve anekdote, če lahko. Jo, seveda. Ena je Liho Bernardi, O zmagovalki. o zmagovalki, tako, v bistvu jaz sem imel 4 krave za voditi in so mi v bistvu drugi ljudje do ringa pripeljali, pa smo se samo zamenjali, da sem šel jaz takoj noter, a ne. In grem jaz iz ringa ven, v živčen, ki je ta hitro drugo kravo, Bernardo primem, a ne. In Bernarde ni. Ona bi mogla iti že v ring, tam že vsi čakajo, napovedovalci vsi čakajo, Bernarde ni. Se je pa v bistvu do prostora, kjer je bil ring, pa od hleva je pa v bistvu klanca, ne. In se je Bernarda zmujala, da ne bo šla naprej in jaz pogledam čez to mejo dol in vidim 2 v spredi vlečeta Bernardo, 5 ljudi ozad poriva, pa ni hotela iti. Tako da se je program zavlekel za, ne vem, 5 minut, da je Bernarda lahko do ringa prišla. V bistvu druga taka smešna stvar, kako bi rekel, taka zelo Anekdota, ja. nenavadna, v bistvu ne vsakodnevna. V bistvu smo imeli lansko leto v Jaršah razstavo govedi, ko so iz cele domžalske regije so bile krave in vsaka krava dobi svojo katalogno številko, a ne. V bistvu, da se ve, da so po vrsti od 1 do, ne vem, takrat je bilo do 80, a ne. In to so te katalogne barve so s takimi modelčki delali, pa pobarvali s frišno rdečo barvo, a ne. In tista barva se ponovadi dosti hitro posuši, ampak ne vem, a je tista krava že prej začela opletati ali kaj. In je z repom začela opletati in po tisti rdeči barvi, pa z repom po celemu telesu, a ne. Pa mene kličejo, lik sem na drugem koncu nekaj rihtu in tako hitro priti pogledati, ona krava, a bomo veterinarja klicali ali kaj, nekaj narobe, vsa krvava, pa prijemo, kaj pa je tam 10 ljudi, pa gledamo, pa malo bolj pogledamo, pa vidimo, da je pa sam od barve rdeča. Pa itak, take ne moramo mi v ring peljati, kaj si bojo pa ljudje mislili, ne, in je takrat 5 ljudi, 2 iz vsakega konca tisto kravo drgnili, da smo tisto rdečo barvo komi dol spravili, tako da je pa nekako izgledala v ringu. Se pravi, krava je bila zdrava, ampak neprimerna za razstavo. V tem bistvu, smislu, ne? samo pobarvana je bila. Samo pobarvana je bila. Se pravi, če bi jo še čist z rdečo barvo, je bila čisto rdeča. Tako je. Ta Bernarda, s katerim praviš, da je bilo toliko težav, to je bilo na kateri, kje je bila ta razstava? To je bilo pri nam en mesec nazaj na kmetijski šoli. Aha, to je bilo pri vas. In ja, se veš, kaj pravi, ne? Zmagovalci ali zmagovalke se obnašajo kot dive, ne? Ja, se morajo. Mogoče to pomagalo, da je zmagala. Ja. Če je bila prepridna, mogoče ne bi, ne? Ja, čudovito. Zdaj, poleg krav, ne, pa tvoja velika ljubezen, pa seveda tudi konji. In Tako. tudi s konji sodeluješ tudi na razstavah in na tekmovanjih? Tako. Mogoče pa še stopničko višje, ne? Ja, v bistvu vse se je začelo na kmetijski šoli, ko v bistvu imamo konjske hleve in sem se v prvem letniku odločil, da bi rad nekako popoldneve preživel. Itak živali sem jo že prej rad. V bistvu takrat so mi pol konji še bolj porasli k srcu. Potem sem pa začel najprej z izpitom jahača 1 pa 2. Potem sem pa v tem cajtu, zdaj v teh 4 letih sem pa vse licence pridobil, sem pa tudi začel na tekme hoditi. Super. Zdaj malo sem brskal seveda po spletu, ne, in sem zasledil, da si predlani, če se ne motim, v kategoriji dvovprek s konjem lipicanske pasme dosegel 1. mesto. Res je. In to je bila kaj čisto tvoja prva tekma, oziroma... Prva tekma z dvoprego. V bistvu, ko sem licenco delal, sem bil na eni tekmi pol leta prej z enim od teh konjev. Pol sem pa, v bistvu, to je bila tudi taka smešna zgodba, v bistvu vsi, ko trenirajo, dlje časa, pa so to res treningi taki, da se gre, ne. V bistvu pol je bilo pa, mi pa trener kliče en teden prej in mi reče, če bi jaz hotel na tekmo iti, ne. In itak, ker taka možnost je redka, ne, nimajo vsak na voljo. Sem jaz rekel, ja, ampak s tema z dvoprego. Pa en teden prej. En teden prej. V bistvu na ponedeljek mi je rekel, v soboto je bila pa tekma. Aha, 5 dni. Tako. In mi reče, da če bi šel, in sem jaz rekel, zakaj pa ne, a ne. In
pa smo tiste 5 dni trenirali in tisti stožci, ker to je v bistvu, ti moraš, na stožcu je žogica in ti moraš čez 2 stožca zapeljati, brez da bi žogico podaril, ne. In ko sva midva to trenirala, to so vsi stožci so po tleh leteli. To ne samo žogica, še stožec je šel. Ti si ostal na konju. Ja, na kočiji sem na ostal. kočiji, ja. Ja. Tako da, ampak pa smo bili pa gor na tekmi, je pa v bistvu, mislim, da ni bila toliko, da sem znal, ampak je bila kar veliko sreče. Ja, veliko sreče. To je v bistvu kot slalom voziš s Tako, kočijo. v bistvu določen zaporedje teh parov stožcev in ti moraš zapeljati v nekem idealnem času, brez prekoračitve časa, pa brez podrtih žogic. In si potem še tekmoval v drugih, mogoče kakšni drugi kategoriji ali disciplini s konjem? S kočijem pa nisem več, zato ker se je hmal zatem en od teh konjev prodal v Anglijo in tudi zaradi tega pač mi je trener rekel, da če bi šel, da je ta možnost. V bistvu tekmoval sem pa tudi zdaj v dresuri, ko je bilo tudi na naši šoli lansko leto, pa tudi probal sem tekmovati v eventingu, nimam pa še licence. Eventing pa pomeni? Eventing je pa v bistvu skakanje čez hlode. V bistvu to je pa kakor navadno skakanje v tisti ograjeni maneži, samo da je čez cel teren to razporejeno. Recimo čez en travnik ali pa čez en gostin so hlodi, pa recimo kakšne veje ali pa to. Zdaj omenil si, da imaš narejeno kočijaško, skakalno in dresurno licenco. Lahko malo razložiš za naše poslušalce, kakšne razlike med njimi, kaj pomeni v bistvu zdaj to? V bistvu kočijaška je seveda za kočije namenjena, Ja. ampak skakalna pa za preskakovanje ovir, dresurna je pa za lepotno jahanje, oziroma tako čim bolj pravilno šolsko. Prefinjeno? Prefinjeno tako, Ja. in tudi dresura se pol prepleta in v skakalno licenco in v kočijaško licenco. Tako, seveda pri skakalni je še v bistvu mačkam več te kondicije, pa v bistvu natančnosti za preskakovanje. V bistvu vsaka je zahtevna na svoj način. Ne? Tebi najljubša pa je? V bistvu najbolj sem jaz užival, ko sem vozil kočije, drugače pa največ adrenalina, pa tako razborljivosti, pa skakanje. No. Ampak tudi dresure ne sme manjkati, tako da vse se prepleta eno z drugim. A to pomeni, če imaš te licence, da si tudi ti lahko nekomu trener oziroma poučuješ? V bistvu te licence so samo zame, zato da jaz lahko uradno hodim na tekme. Ker ti moraš imeti licenco narejeno, da greš lahko na določeno tekmo. Tako. Disciplini. Če pa hočeš biti pa trener, moraš biti pa višjo licenco najahano, v bistvu, ker to gre po kategorijah, recimo dresura je EA, pa tako naprej. In više, ko si bolje težavno, in tudi, če ti hočeš učiti nekoga, moraš dobro znati. Imaš tudi te želje? Biti nekomu tudi pedagog mogoče? To pa ne. V bistvu rad delam, rad učim, pač tako, recimo, da si kaj pomagamo ali pa popravljamo, ampak mislim, da so v bistvu bolj zame, no? Ker pri konjih je bolj, da sem jaz. Ali kako bi rekel zdaj, da ne... Za tvoje lastne veselje in to, kar je. Tako. Ampak konjo pa ni na domači kmetiji, ne? Zaenkrat še ne. Aha, morda enkrat pripelješ. Upam. Sam ta ne bo šel tako nezlahka, če prineseš eno kokoš, se tukaj ne opasa celotni jati, ne? Konj se bo pa zelo hitro opasal. Nik, morda v tem zaključnem delu najinega pogovora še poveva nekaj na splošno o kmetijstvu. Vemo, da se delež mladih prevzemnikov v Sloveniji zmanjšuje in mi tudi dosti govorimo o tem podcastu o mladih prevzemnikih in tako naprej. Kako ti kot mladi kmet gledaš na to dejstvo, no, da je dosti malo po statistikah, ne, mislim, da 3,5% mladih prevzemnikov do 35 let. Kako ti gledaš na to problematiko, na te zadeve kot mladi kmet? V bistvu, jaz mislim, da v bistvu, čeprav kmetovanje je lepo in vse, včasih zna biti zelo težko. In če imaš ti še v bistvu pol, da te noben ne podpira, recimo, da država ne podpira kmetov, že nasploh kaj šele mladih, je pol težko v bistvu nek zagon imeti, pa željo po kmetovanju, ko že tako ni neko idealen čas kmetovanja. Vete, kaj mislim reči? Ja.
In mislim, da bi država mogla dosti bolj poudarka dati na kmete. Ampak ti imaš voljo in zagnanost, si želiš, si vidiš v prihodnosti na kmetiji. Ja, to definitivno, ampak kakšno pa bo, pa bomo videli. Pa boš odprta vrata. Ampak če pa te tako vprašam, tvoja idealna ali sanjska kmetija bi bila kakšna? Ja, čisto moja tako življenjsko sanjska bi bila, da bi bila nekje 30 glav živine, pa da bi imel neki konj za tekme in kočije, tako, pa tole pasensko perutnino, da imam, pa seveda, da je družina. Vse je lažje, če je podpora in če imaš to s kom deliti. Ja, res je. Tako. Nik, čisto ob koncu sledi še ena igra hitrih asociacij, tvojih izjav, zato te prosim, če odgovoriš to, kar ti najprej pade na misel, kar ti bom zastavil oziroma postavil vprašanje. Na vrsti je namreč rubrika hitrih 5. Nik, katera je tvoja najljubša žival in zakaj? Rekel bi krava od teh domačih, zato ker zna biti trmasta, zna biti samo svoja, ampak obenem daje mlek in brez tega ne moremo. In obenem tudi za razstave, se mi zdi, da v teh živalih, s katerimi sodelujem, pa v bistvu so te dogodki, ker so bolj redki, ker teh razstav ni veliko, v bistvu bolj te ljudi in kmete še bolj zbližajo. Glede na to, da si še dijak, kateri je tvoj najljubši šolski predmet in zakaj? Jaz bi mogel reči živinoreja, zato ker se tam res dosti naučimo, dosti koristnega za cel življenje. In ure pa niso tako dolgočasne pa zaspane, kot recimo pri matematiki. Čeprav tudi računati treba znati. No, sej ne rečem, da ne računam, ampak so pa bolj zanimive ure. Zanimivo pa gotovo. Tvoje najljubše kmečko opravilo je? Futrati krave. Oziroma vse živali, ko vidiš, da je žival vesela, ko je. To se mi zdi, da je en tak dober opravil. Kaj ti pomeni družina? V bistvu družina mi pomeni veliko, zato ker je v bistvu nek temelj, pa v bistvu neka izhodna točka, kamor se ti lahko vračaš, ko je težko ali pa ko. Ali pa da deliš neke vesele trenutke. Še zadnje vprašanje, zakaj je lepo biti kmet? Zato ker si cel dan v naravi in delaš lahko to, kar te veseli. Nik, najlepša hvala, da smo lahko spoznali tvoje življenje v vlogi mladega kmeta. Jaz ti želim, da bi še naprej ostal navdušen nad živalmi in nad vsem, kar je povezano s kmetijstvom, ter da res uresničiš svoje cilje. Hvala lepa. Hvala tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci. Nove zgodbe slovenskega podeželja že nastajajo. Z vami sem bil Marko Mesojedec. Srečno in se poslušamo kmalu.